Te dni poteka v Mariboru Balkanska olimpijada v računalniškem programiranju, katere namen je pri srednješolcih spodbuditi zanimanje za računalništvo in informacijsko tehnologijo. To je zelo specifično tekmovanje, oziroma tekmovanje, ki je orientirano v zelo ozko ciljno skupino, bi jaz rekel. Če je bilo programiranje včasih stereotipno rezervirano za pametne fante z debelimi očali, poklic programerja danes postaja vse bolj priljubljen med mladimi. Za pametne fante z debelimi očali? Včasih smo imeli eno besedo, ki je konkretno opisala take fante. Piflari smo jim rekli. Okay. Piflari so nam rekli, okay? A je boljš tako? In kako konkretno izgleda to tekmovanje? Mi je treba napisati en program, ki nekaj zračuna, ampak je na tak način, da je v bistvu težko to napisati, ker je treba kakšen trik uporabiti, ali pa treba neko matematično formulo uporabiti, ali pa kakšen izrek. Se pravi, več trikov poznaš, prej zmagaš, je hotel povedati. Se pravi, to je na nek način tekmovanje za čarodeje, če se ne motim. Dobro, zdaj pa zanima en primer te naloge. Recimo, kako izgleda kakšen primer? V eni od nalog se pojavlja kozjak, stara vinska trta, namreč neki majhni zeleni možje skušajo zastrupiti zimsko trto. Zelena, vemo, je simbol Ljubljane, arhetipski sovražnik Maribora, no potem pa ti, vijolični bojevnik, pa jim želiš to preprečiti. Zbirajo se pri kozjaku in jih ustavi, preden pridejo do tja. No ja, smo le v Mariboru, ne? Prej mi je kozarec, jaz zdaj eno nalogo povedal. Pridejo Marsovci in nam hočejo vkrasti vino, dobro? Zdaj vas programiraj to, da te vidim, kje imam to vino naprej. In kdo bo torej zmagovalec? Izmed 73 tekmovalcev pa bo zmagovalec tisti, ki bo napisal najhitrejši in najboljši program. Vas opozarjam, več bo vina vmes, počasnejši pa slabši bo program. Pa več zelenih možiclov bo. Hej, preden greš, klikni tukaj in se naroči na naš YouTube kanal. Imamo pa tudi TikTok, Instagram in Facebook, tako da le urno.